Podcast pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. No in vabimo take fajn goste, kot si ti. Hvala za povabilo. Ursula Menih-Dokl z nami. Zanimivo je to, da mi smo se že pred meseci pogovarjali o tem, da boš naša gostja, ampak takrat so bile tvoje okoliščine precej drugačne, kot so danes. Takrat smo se predvsem osredotočali na tvoje podjetniško delovanje na področju kreativnih industrij. No, vmes se je pa marsikaj zgodilo, zdaj si torej sekretarka na Ministrstvu za kulturo, no, ampak kakorkoli že, bolj zato, ker si Šalečanka, podrobno poznaš domače okolje in ga znaš tudi umeščati prek raznoraznih svojih aktivnosti v globalno sceno, no. To je bil naš motiv, da smo te izbrali za goste, tako da hvala, da si z nami. Začeli bi pa s tem, pri tvojih šaleških koreninah, v Topolšici, si odraščala v Šoštanju, v Velenju, delovala. Kako mogoče ti doživljaš ta prostor, a se imaš za Šoštančanko, Velenčanko, Šalečanko? Topolščanko. Ja, kaj? Ja, jaz sem za Topolščanko. Jaz sem za Topolščanko. Celo življenje pravzaprav sem tam od rojstva in mislim, da je zelo zanimivo to, kar si zdaj omenila, ta odnos do prostora. Mislim, da te zelo določa, da sem skozi življenjsko pot, kakor se je potem odvila, od šolanja, pa šolanja v tujini, pa delanja v izrazito mednarodnem gospodarskem koncernu, pa potem številnih potovanj in vseh teh stvari, tudi odnos spreminjal. In se mi zdi, da šele, ko daš to skozi, znaš toliko bolj ceniti tudi te domače svoje korenine. In kako je pomembno, da živiš v tako kakovostnem okolju, kakor ga mi tukaj imamo. Moja generacija se sigurno spomne otroških let ali pa tudi mladostnih let potem, da so bili odnosi zelo sproščeni, da recimo takrat smo vsi, ki smo se igrali zunaj, dobili kruh namazan s pašteto ali pa s posebno salamo, da ni bilo razlik med otroki na tak način. Mogoče pri nas še toliko bolj, ker smo živeli v relativno kmečkem ali pa podeželskem okolju, kjer so bila prisotna tudi kmečka opravila pa številne druge aktivnosti v naravi, predvsem, kjer ni bilo drugih impulzov, kot so pač zdaj v urbanem svetu. Tako da spomini so zagotovo zelo lepi na ta čas. Seveda tudi ni bilo nobenih tehnologij, ki bi nas ovirale pri druženju. Pa tudi generacijsko mislim, da smo bili relativno pač majhno okolje in smo se tudi mi družili s starejšimi, pa tudi potem, ko smo mi bili starejši, so se mlajši družili z nami in tako prepletali vezi in nenazadnje tkali zelo zanimive spomine in izkušnje. Kako pa gledaš nasploh na Šaleško dolino, v bistvu kot na geografski, gospodarski, kulturni prostor? Zdaj, za nas lokalce je nekako kar taka tradicionalna še delitev na Velenje in Šoštanj, ki se je s časoma, potem ko je Velenje zraslo, se je tehnica iz šoštanjske strani prevesla na velenjsko, ampak v bistvu so pa ena majhna dolina z neko skupno gospodarsko, skupno kulturno zgodbo, neko lokalno tradicijo. V glavnem, a opažaš, mogoče, da se zabrisujejo meje med mestoma in da se vzpostavlja ena identiteta Šaleška dolina? Ja, moram reči, da žal ne, čisto iskreno. Ampak, kot sem rekla, če dobiš en pogled od zunaj, dejansko stvari drugače vidiš. Zelo zanimiv je pač razvoj teh krajev. Šoštanj je res bilo pomembno mesto, ne vem, pred 100 in več leti, pa se je potem razvoj drugače razvil, ker se je pač tukaj začelo kopati premog, ker se je začenjala industrija in podobno. Ampak v bistvu je zelo zanimivo, da se to ne dogaja samo pri nas. Poslušala sem zadnjič eno oddajo o razvoju Šentjurja, recimo, kako se je začel Šentjur razvijati, ko je prišla v vas, v kraj železnica. Recimo v tistem času je bilo kozje glavarstvo celo, pa je danes v bistvu bi rekli, en manjši kraj, pa je Šentjur se bolj razvil v neko trgovsko in upravno središče.
Tako se je tudi pri nas zgodilo, da so poudarki razvoja bili na različnih koncih doline, v zadnjem času seveda na Velenju bolj, ne? Pa kar sem iz Topolšice, ne smem pozabiti, da je vendarle razvoj turizma in tudi zdravstva in še kakšne stvari pa v Topolšici, ne? In da skozi ti dve mesti, najprej Velenje in Šoštanj, pravzaprav prideš do tega srca naše doline pod lomom, to je do Topolšice. Kaj pa misliš, kaj so, ne vem, ovire ali pa kaj so tiste okoliščine, zaradi katerih ocenjuješ, no, da se mesti še vedno prej ločujeta, kot pa povezujeta in v skupnem gospodarskem prehodu in v skupnem načrtovanju, recimo upravljanja jezerskega območja, naših skupnih okoljskih tem in tako naprej? Dejstvo je, da imamo ene naravne danosti, da smo v tej dolini in verjetno si vsi želimo najboljše za nek nadaljni razvoj in za tudi kakovost življenja v dolini. Predvsem jaz mislim, da geografske meje so absolutno nekaj, kar je preteklost, kar ne bi smelo biti merilo pri izvajanju ukrepov, pri izvajanju strategij. Jaz mislim, da bi mogli vsekakor imeti neko skupno strategijo za razvoj. Moramo vedeti, da v globalnem kontekstu ali pa že v kontekstu Evrope smo mi tako majhno področje, da je pravzaprav nerazumljivo, da vsak vlečemo voz v svojo smer pravzaprav. Mislim, da bi mogli oblikovati neko skupno strategijo za celo dolino, pri čemer bi pač seveda dali poudarek na nekem upravnem delu, na gospodarskem delu na eni stvari, na drugje mogoče razvoj na področju turizma, mogoče tudi šolstva, zelo pomembno področje, seveda tudi na področju zdravstva, kot ene od panog, ki ima zelo, zelo bogato tradicijo v dolini. Ampak to bi vse, predvsem se moramo več pogovarjati, no. Se pravi, komunikacija med vzhodom in zahodom doline, po tvojem mnenju, bi se mogla zboljšati, da bi lahko to strategijo zgradili? Komunikacija med zahodom, pa tudi to, da ljudje, ki grejo ven iz doline, in se mi zdi zelo pomembno, da grejo mladi vsaj študirati za 4 leta, vsaj do Ljubljane, Maribora, če ne še dlje, zato da prinesejo nazaj v dolino nove ideje, sveže poglede, da drugače vidijo potenciale, ki jih tukaj imamo, ker vsak, ko gre ven, tudi vidi, da živimo v res izjemno lepem okolju, bogatim z naravo, z zelenjem in vsemi storitvami, ki so na dosegu roke, ki so dosegljive z avtomobilom, da ne rečem celo peš. Vse to je kakovost življenja, ki je marsikje nepredstavljiva in ki jo znajo v tujini zagotovo bolj ceniti, kot jo znamo pri nas. Da ne omenjam pitne vode in druge infrastrukture na tem področju. No, to ti sam si, ja. Ne, hotel sem samo povedati, kaj je zanimivo, je eno iti, ne vem, v tujino ali pa zamenjati lokacijo bivanja vsaj za nekaj časa, ne, ker ti klasična tip potovanj, ko je ponavadi, ne vem, teden dni, 14 dni, ne, ki si greš nekaj pogledati, ne, včasih ni dovolj, da v bistvu inhaliraš, v bistvu utrip tam, kjer si, pa hkrati ga potem nekako preslikaš ali pa narediš neke primerjave doma. Je zanimivo tudi to, se ni treba davč. Če greš iz Šoštanja v Velenje ali pa iz Velenja v Šoštanj, že opaziš določene kvalitete, ki jih recimo ti nimaš, pa jih ima sosednji kraj, ne? In se mi zdi ravno to, mogoče, da je, tako si že omenila, premalo izmenjave ali pa pogovarjanja o tem, da bi videli, kakšne potenciale dejansko imamo še, pa jih v bistvu včasih ne opazimo. Jaz lahko povem iz lastnih izkušenj, da jaz se velikokrat sprehajam po goricah in potem pridejo ljudje, recimo družina iz Velenja, in reče, sploh nismo vedeli, da je tule tako lepo, a ne? Recimo, to je en tak primer, a ne? Po drugi strani pa rečejo, nekdo pa reče, gremo v Velenje na Velenjsko jezero, ker tam se ful dogaja, ker se pač na Šoštanskem jezeru ne? Tako da včasih je dovolj pač sam malo se s kolesom zapeljati, na streljaj daleč je neka zadeva, ki ima potencial, pa lažje potem tudi mogoče ugotoviš, kaj imaš, kakšno bogatstvo imaš ti v svojem rodnem kraju ali pa v kraju, kjer živiš, pa da recimo, da jaz skozi menim, da ne smeš videti sosednega kraja, ki ima nekaj, kar ti nimaš kot konkurenco, ali pa nekaj, kar bi želel potem, da imaš tudi ti, a ne?
v bistvu mora iti partnersko, ne? To pomeni, da gre v smislu, da nadgrajuješ celotno osebino. In Šaleška dolina ima ogromno potencialov, ki omogočajo tovrstne nadgradnje. No? Vsekakor se strinjam. Ja. Kaj pa tale, kako pa gledaš na Šoštanj danes, ne? Šoštanj vključuje tudi Topolca, ne? V resnici bila je narejena vizija, strategija mesta, zdaj se od tega odmika. Kje so te skupne točke, kjer bi v bistvu ta del v bistvu povzdignil Šoštanj nazaj na njegovo veličino, kjer bi se dopolnilo z Velenjem? Šoštanj zagotovo ne more imeti take prihodnosti, kot je imel preteklost. Zaradi velikih razlogov, recimo tudi industrijskih. To je bilo res izrazito industrijsko mesto, že sam z veliko usnjarsko tovarno. Verjetno tega ne bomo razvijali, niti nimamo prostorskih potencialov, da bi razvijali industrijo do take mere v Šoštanju. Zagotovo pa se kažejo v dolini potrebe po tem, da recimo začnemo razvijati recimo izobraževanje. In Šoštanj kot tak ima potenciale, ima prostor, ima vse skupaj, da lahko razvijamo neka področja, tudi na področju izobraževanja. Mogoče tudi tukaj Velenje malo spi, ali pa mogoče malo pripravlja svoj razvoj, pa bi bila tam priložnost, da se razširi taka stvar. Dejansko nam je jezero, ki je pač nastajalo zaradi izkopavanja premoga, vzelo kar velike površine, kar pač je naših hribovitih predelov, pa niso primerni za nek razvoj industrije ali pač za urbanizacijo, bi rekla v tem smislu. Ja, strategija je bila sprejeta, pri njej so sodelovali tudi občani, sodelovala so društva in v tej strategiji so prebivalci videli predvsem potencial v razvoju turizma in mogoče samo v majhni meri v ohranjanju energetike, kot tiste, ki je dejansko najbolj zaznamovala celo dolino, lahko rečemo. Turizem se pa danes kaže v zelo različnih oblikah. Predvsem mislim, da ta množični turizem za nas ni primeren in je pravzaprav tudi malo pase, bi rekla, v neke mere. Ljudje bolj iščejo neke avtentične stvari, avtohtono hrano, stik z prebivalci, ki dejansko delajo na zemlji. In se mi zdi, da tukaj pa imamo zelo velik potencial, da to razvijamo in nenazadnje tudi ta zdraviliški turizem, ki je tudi sploh po času korone res v zatonu. Mislim, da ima potencial, da lahko samo še raste, ker težje bi šlo niže, kot je šlo takrat po času korone in mislim, da so načrti, seveda so pa tudi ti načrti odvisni od povezovanja in kako bo lokalna skupnost na ravni odločevalcev prisluhnila tem idejam o razvoju turizma. Tudi zaradi tega, ker recimo v zdravilišču imajo težavo s tem, da kolesarske poti iz Topolšice do Velenja niso enotno označene. In so rekli, lahko samo usmerimo ljudi, tam se pa začne meja, tam pa oni skrbijo za označevanje. To so take stvari, ko se mogoče nam zdijo smešne, ko se danes pogovarjajo, so pa dejansko ovira v razvoju. In sploh, če pride nekdo od odzunja, kdo pa ve, kje se pele čez mejo Šoštanja in Velenja, ob jezeru sploh, kjer je dejansko najlepša kolesarska pot. Ja, ker Velenje v končni fazi del razvojne strategije je v bistvu širjenje univerzitetnega dela. In ravno ta del širjenja univerzitetnega dela tudi na šoštanjski del, kjer v resnici pripeleš bodoče kadre v dolino in jih v bistvu na nek način vzgojiš temu, kar pač so potrebe same doline, je
To je sigurno ena izmed stvari, ki vemo, pač recimo Primorska univerza, Novomeška univerza, to so v bistvu dobre zgodbe. Se strinjam, ampak ne na univerzitetnem delu. Mi rabimo ljudi na neki sekundarni ravni. Mi imamo recimo velik center Zimzelen za starejše osebe, a ne. Imamo tudi naravno zdravilišča, ne? In mi na tem segmentu bomo potrebovali ljudi. Vse študije kažejo, da se pač prebivalstvo stara in Šaleška dolina tukaj ni izjema, ne? In mi bomo rabili zelo veliko ljudi, ki se bodo ukvarjali z varstvom starejših, z temi socialnimi programi, z nego, z zdravstvenimi poklici, imamo bolnišnico, a ne? In to bi mogli razvijati, recimo teh programov nimamo v dolini, a ne? Imamo pa velike potrebe, a ne? Pa potencijale tudi. Absolutno. To je recimo ena taka priložnost, ki je zagotovo žalostno, da jo spustimo, recimo. Ja, ker če ti na nek način vzgojiš kader, a ne, potem tudi daš potencijal sami panogi in v bistvu s tem tudi pritegneš samega investitorja, ker ve, da bo v bistvu najlažje izvajal svojo dejavnost. Absolutno, Srednja šola. Kako je bilo v bistvu, koliko si se vključevala v to zabavno življenje, obšolsko življenje, kaj ti je ponujalo, recimo pač sama dolina, si bila aktivna v Velenju, Šoštanju? Moja srednja šola je mogoče rahlo ni čisto taka, kot ti misliš, da je bila, ker namreč jaz sem se po osnovni šoli sem si želela učiti francoščine in na velenjski gimnaziji so takrat učili ruščino. In jaz sem se odločila, da bom šla v Celje v gimnazijo in jaz sem hodila tudi na Kajuhov gimnazijo v Celje. In vstajala sem 20 do 5 zjutraj, najprej šla na delavski avtobus do Šoštanja, kjer sem šla pa potem na delavski vlak za Celje, a ne. Zdaj, ko smo se tja vozili, smo delali domače naloge pa to, ko smo pa nazaj se vozili iz Celja, smo pa spali večinoma, a ne. Tako da jaz mogoče nisem imela zelo bogatega družbenega življenja takrat, ker je pač bilo to mogoče res bolj posvečeno tej vožnji, pa tudi samemu učenju. S vsemi stvarmi, ki so pač povezane bolj s šolo, no. Dejansko je bila ta časovna komponenta, da nisi mogel še zaradi tega zgodnjega vstajanja vse skupaj pa še veliko žurat, no. No, ampak da zdaj ne bo zvenelo, tako da tega sploh ni bilo, a ne. To bi bilo tudi čisto neresnično reči. Vsekakor so bili tukaj vikendi pa vse. Ne vem, z Bojanom se poznamo iz tistih časov, ker on je bil pa sošolec od moje sestre. Oni so imeli popoldne pouk in sem tudi jaz večkrat šla obiskat na šolski center, to pa je bilo na naravoslovni v Velenju. Tudi med poukom. Tudi med poukom. Pa si pa v Ljubljani primerjalno književnost študirala, Ja, ne? no, res na srednji šoli sem pač, vsekakor so bile izpolnjene te moje želje po francoščini, s karizmatičnim profesorjem Deržkom, tudi njegovo soprogo Karmen Deržek, tudi ona me je učila. Bili smo tudi jezikovni razred in ja, pol sem se upisala na nadaljevanje študija na filozofski fakulteti, na francoščino, primerjalno književnost. Po prvem letu, mislim da, ali drugem, sem pa šla francoščino študirati tudi v tujino, v francoski del Švice, v Neuchâtel. Sem tam študirala 2 leti, opravila diplomo za poučevanje francoščine kot drugega jezika in se potem vrnila na filozofsko fakulteto, kjer sem pač še diplomirala na primerjalni književnosti in francoščini. In tam se je ta visokošolski študij zaključil, ja. Sem pa vmes med študijem tudi že kar precej delala, predvsem tolmačila. To je bilo obdobje v času
v času vojne v Bosni oziroma takoj po njej in sem kar precej tolmačila za mednarodne humanitarne organizacije, ki so takrat predvsem v Ljubljani, po Sloveniji bom rekla, no, zelo po različnih koncih izvajale te programe socialne integracije za begunce. In z njimi sem obiskala vse begunske centre v Sloveniji, od Ilirske Bistrice, Veržeja, tudi Ljubljane, Maribora, še drugih mest. Tako da v bistvu takrat pač tudi ni bil glih v prvem planu, no, ampak obveznosti so šle skozi. No. Tako da si v bistvu nabirala en kup enih, da ima reči, komunikacijskih spretnosti, ne? Ampak si pa potem kariero začela ustvarjati niti ne na področju umetniškega jezika, ampak bolj praktično sporazumevalnega in v, lahko rečemo, odnosih z javnostmi, marketingom in tako. Kaj je to napeljalo, no? Ja, sej, zanimivo. Mislim, da vezni člen nekako je bila tukaj vse francoščina, čisto od začetka, ker sem se takrat zaposlila v velenjskem podjetju Eko, ki je bilo del francoske korporacije Sileja in potem Valeo. In tam je bilo pač znanje francoščine tudi eden od pogojev v tej moji povezovalni vlogi. Potem pa, ko je to podjetje se ukinilo proizvodnjo v Sloveniji, tako bom rekla, in je pač ohranjali proizvodnjo v državah, ki so bile cenovno bolj ugodne, to so bili Maroko, Tunizija, in pa v Franciji, kjer so bili pa sindikati tako močni, da kot francosko podjetje niso mogli zapreti proizvodnje. Sem se pa preselila v Gorenje, kjer bi pa rekla, da so me ti odnosi z javnostmi bolj sami našli. No. Nisem načrtovala svoje kariere na tem področju, ampak iskreno povedano, tudi drugih dogodkov v življenju nisem tako zelo naprej planirala, pa so se zgodili ali pa se zgodijo. In pač se prepustim temu in pač delujem pol v teh okvirih. Ja, smo pa začeli razvijati to področje potem. Kako pa je izgledala ta pot v Gorenju, ker na koncu si v bistvu bila vodja identitete znamke pa komunikacija? Ja, takrat je prišlo tudi do menjave generacij tudi na ravni uprave. In nova uprava je vsekakor imela drugačno vizijo komuniciranja. Veliko stvari se je spreminjalo. Saj veste, da mi vsi živimo v tem, da smo prihajali iz neke analogne dobe v digitalno dobo, da ne glede na to, da je bilo Gorenje že desetletja globalno podjetje na nek način, se je morala ta prisotnost v tujini še toliko bolj intenzivirati. Takrat je razpadel ta veliki trg Balkana, ki je bil nenazadnje domači trg, in je bilo treba iskati poti po Evropi, po svetu, in komuniciranje je moglo temu slediti. In je bilo drugačno. Hkrati se je podjetje širilo tudi z vidika proizvodnje, z novimi tovarnami v Valjevu v Srbiji, z nakupom tovarne na Nizozemskem, z nakupom tovarne in blagovne znamke na Švedskem. In tudi komuniciranje, ki znotraj tovarne, torej interno komuniciranje, je postajalo bolj globalno. Mi smo v enem obdobju začeli komunicirati tudi interno v 3 jezikih naenkrat. Eno srbski, potem smo vmes še kupili eno tovarno na Češkem, Mora Moravija, potem pa v angleščini kot nekem globalnem jeziku. Tega je bilo res veliko. Poleg tega je bilo Gorenje delniška družba, ki je bila zavezana tudi pravilom komuniciranja z javnosti kot uvrščena na delniško borzo z vidika enakomernega obveščanja delničarjev in vse skupaj. In je bilo to komuniciranje z vlagatelji, zelo intenzivno komuniciranje.
Potem seveda komuniciranje z lokalno skupnostjo, a ne, ker jedro je pa vedno bilo tukaj v Velenju in Gorenje je bil vedno bogat pokrovitelj tako športnih dejavnosti kot kulturnih dejavnosti. Zato je želel ohranjati tudi vlogo v tem lokalnem prostoru. Ne nazadnje, večina zaposlenih prihaja iz tega okolja in zato moraš tudi njim v popoldanskem času recimo omogočiti možnost dostopa do kulture, do športa in je to sponzoriranje oziroma doniranje, podpiranje dejavnosti v lokalni skupnosti bilo tudi pomembno. Potem pa seveda ta tržni del, najboljši ambasadorji so seveda sami aparati in tudi tukaj je res se naredil kar en velik preskok v tem obdobju. Pač časi so se spreminjali tudi na globalni ravni, a ne, tudi z vidika komuniciranja. Je bilo veliko več kanalov odprtih, začenjala so se družbena omrežja. Tako da ja, mi smo pa sledili, če ne celo velikokrat tlakovali pot nekim inovativnim rešitvam. Zagotovo v tem prostoru, v tej regiji, da smo iskali vedno nekaj novega, razvijali nova orodja, inovativno komunicirali. To nam še danes priznavajo, ne vem, kolegi ali pa mlajši kolegi, ki jih srečujem recimo na kakih stanovskih srečanjih komunikatorjev. Pa so bili to prijetni izzivi ali je bilo tudi stresno, kdaj to nenehno učenje, a ne, in spremljanje novosti, pa seveda ob tem prilagajanje vseh teh različnih komunikacijskih kanalov? Zagotovo je bilo velikokrat tudi stresno, izjemno intenzivno, ampak smo se nekako naučili živeti v takem res intenzivnem obdobju in moram reči, da potem, ko so včasih, ko so nastopili ti premori, počitnice ali pa novoletni prazniki, pa to je večina tega menedžmenta recimo kar rabila par dni, da se je mogoče malo umirila na to bolj družinsko ali pa praznično vzdušje, a ne. Ampak jaz sem vse izzive vedno jemala, bi rekla, tudi za eno veliko mero treznosti, preudarnosti, pa na drugi strani kot potencial za izkušnje vsekakor. Tu tudi otrokom vedno rečem, a ne, veliko stvari se zgodi, nesreča, zlom, neka slaba ocena v šoli, poraz na športnem igrišču ali karkoli, ampak vse to so neke izkušnje, ki te oblikujejo, ki ti dajejo neko moč in neko znanje, da znaš potem lažje upravljati s stresom, z nekim novim izzivom, ko ga srečaš. Zato se mi zdi to absolutno, no, da bogati življenje, a ne. A je imelo mogoče Gorenje kdaj, mislim, da je konkurenca ali pa recimo, ko ste se pač plasirali na svetovni trg, neko to lokalno posebnost, recimo, ko so jo vsi prepoznali kot recimo kvaliteto. Je bilo kdaj kaj takega, kar ste lahko potem, ne vem, implementirali v zgodbo? To je eno, recimo drugo, pa v bistvu me zanima, večina kreativnosti, ki ste pač kako konkurirati, pa kako se prilagajati trgu, je izhajala iz vas. Kako v bistvu je ekipa ali pa ti kot vodja ekipe, na kak način ste recimo prihajali do receptov, kako nagovarjati vedno znova in znova, to, kar je že Tina prej omenila, ta v bistvu prilagajanja na trga, ker včasih opaziš recimo, da ima neko podjetje 10 let eno in isto zgodbo, ki že pač lahko postane tudi, rečemo temu, nezanimiva, no. Ja, meni se drugače zdi zelo pomembno, da ima eno podjetje eno zgodbo, a ne? Da nekako ima kontinuiteto v tem razvoju, ker to, da postane nekdo prepoznaven, danes so časi drugačni, mogoče danes je res to veliko bolj hiter, ni zvestobe blagovnim znamkam, ni zvestobe ničemer pravzaprav, tudi v komuniciranju in se ljudje veliko lažje odločajo
preskočiti na drugega proizvajalca, iti nekam drugam po neko storitev, ampak recimo, da se pa vseeno ta zvestoba gradi pa skozi neko zaupanje, ki se ustvarja skozi čas, z dobrimi izkušnjami, z pozitivnimi izkušnjami pri uporabi ali pa pri nečem, kar je izvedlo tako storitev, da si ti bil zadovoljna, ne. In tukaj je ta kontinuiteta te zgodbe zagotovo pomembna. Jo je pa treba mogoče na različne načine predstavljati ali pa skozi različne zgodbe. Kot sem rekla, ko so pa prihajali nova orodja komunikacijska, ne, ko so se začela pojavljati družbena omrežja, pa včasih so bile to tiskovine na papirju, potem se je začel video in vse skupaj. Pač moraš to zgodbo predstavljati skozi različne kanale, ne. Drugače mislim, da smo bili pa v okolju eno tako izjemno kreativno, res eno izjemno kreativno jedro. Ne vem, omenil si tudi oblikovanje. Tu bi vseeno povedala zgodbo pralnega stroja Simple and Logical, ki je imel samo nekaj gumbov, kar je bilo absolutno... Še danes ga imam. Redno servisiram. Vrhunski. To je bil recimo takratni tehnični direktor rekel, da to je pa prispevek k emancipaciji moških. Da bodo tudi oni znali prati, ne. Ampak po drugi strani je bil pa to produkt, ki smo ga predstavljali v tujini in so prihajali tudi ljudje, kupci, in so rekli, ampak če je tako dober, zakaj ga pa Miele nima? Miele velja za neko referenco na področju gospodinjskih aparatov, ne. In z tega vidika lahko rečem, da je bil to nekako petelin, ki je prekmalu zapel, ne. Ampak potem se je ta oblikovalska zgodba nadaljevala, seveda, in Gorenje je to razlikovalnost od drugih iskalo ravno v oblikovanju. Ker namreč ne stane veliko več, da narediš lep, funkcionalen aparat, lahko pa z njim precej več zaslužiš. In to je bila zagotovo tista razlikovalna prednost, ki je odlikovala en segment Gorenjevih aparatov. Kar se pa tiče same lokalne posebnosti, je pa bilo tudi zanimivo, ker seveda sploh po času vojne pa to, ne, je takrat država izgledala veliko bliže, ne, kot si danes predstavljamo oziroma kot smo si danes blizu, ne. In takrat so vsi mislili, da je tukaj tudi vojna, ne. In ti, ko si prodajal aparate Gorenje, si mogel povabiti ljudi sem, jih pelati recimo na Bled ali pa še na kako lepo lokacijo, videti, kako je pri nas vse čisto, urejeno, znotraj tovarne, a ne. In potem ustvariti najprej ta pogoj, prodati nekako državo, Slovenijo in potem govoriti o našem projektu, o našem poreklu z tega vidika. Tudi urejena tovarna in vse skupaj. Ti si dejansko, ampak morate vedeti, da v tistih časih je bilo dejansko težko kupce privabiti tudi k nam, čeprav vemo, da na naših tleh je vojna dejansko trajala samo nekaj dni, a ne. Je pa ta pridih vojne na Balkanu vsekakor zaznamoval tudi poslovanje pri nas. To je bila zgodba, če se prav spomnim, tudi z Oraito. Ja, Oraito je bil eden od oblikovalcev, s katerim smo sodelovali. Izjemno uspešna zgodba, še danes se prodajajo te aparati. Izjemno zanimivo sodelovanje tudi. No, to me zanima, zaradi tega, ker tukaj gre na nek način za sodelovanje med umetnikom, pa ki dela pač nek industrijski dizajn. Ja, res je, on je svojvrsten umetnik, ampak je bil pa človek, ki ga je pa tudi izjemno zanimalo, kako bojo izdelki izdelani, ne. On je šel v proizvodnjo in dejansko veliko spraševal ljudi, ne, kako je to, kako bo zdaj naredilo, kako se neki materiali odzivajo in podobno. Z vidika komunikacije je bil pa itak mojster. Kar zanimivo je bilo, ja, včasih. Zelo rad je tudi razlagal. Kaj to pomeni, kar zanimivo? To zdaj ne vem čisto točno, če lahko povem tukaj javnosti, ne, ampak spomnim se, ko smo lansirali novo linijo v Istanbulu in smo imeli tak globalni dogodek in prvi večer je bila predstavitveni dogodek.
In naslednji dan, kar zgodaj ob 10. zjutraj smo imeli pa novinarsko konferenco, a ne. In to je bilo, recimo za njega, za vse, ampak tudi za njega pa kar naporno, a ne. Tako da sem ga mogla med konferenco mogoče kar malo podresati. Ja, pač je, Ampak je bil pa svojo umetniško svobodo absolutno, ohranil. ampak bil je pa zelo privlačen za medije, zato ker je govoril iskreno, prostodušno, včasih povedal, kar seveda so mediji z veseljem zagrabili. In to je tisto, kar dela čar, tudi za blagovno znamko Gorenja. Ja, avtentičnost, ta zgodba, Ja. ki izhaja od odznotraj, ne tista, ki jo hočejo ljudje slišati, ampak je, ker danes, če primerjaš Gorenje pa identiteto blagovne znamke pa včasih, seveda je tukaj čisto druga situacija z pač nakupom iz strani Hisensa, kako bi recimo danes te dve stvari... Jaz iskreno zelo težko usporejam, zato ker blagovno znamko zadnjih 5 let, 6 let opazujem vendarle kot en zunanji opazovalec, kot uporabnik. Tako da ne poznamo drobovje pač marketinškega ustroja oziroma te trženjske komunikacije. Ne. Bi pa rekla vse to, kar si ti omenil, ta avtentičnost. Ne. V vsej mojem bogatem znanju in izkušnjah na področju komuniciranja mislim, da se je izkazalo predvsem to, da najbolj so zanimive avtentične zgodbe, da je ta iskrenost najbolj pomembna. V zadnjem letu, v zadnjih 2 letih, sem delovala na področju komuniciranja in ozaveščanja o socialni vključenosti invalidov. Ne? In tudi tukaj smo največ dosegli s tem, da smo predstavljali zgodbe invalidov, da so oni sami povedali, kako sprejemajo svojo invalidnost in kako živijo s tem. Predstavljali smo posameznike, ki dejansko bogatijo našo družbo, ki imajo, ne glede na to svojo oviranost, to smo tudi poudarili, ne sme biti ključna značilnost. Ne delamo tega zaradi tega, ker so oni invalidi, ampak to je ena pač njihova značilnost, kot pač recimo so značilnost rjavi lasje, modre oči ali kaj druga. In to, da oni bogato prispevajo k družbi, imeli smo izjemne posameznike, univerzitetno profesorico, gasilca, ki ima protezo namesto noge, pa vendarle opravlja svojo dejavnost. In prav to smo želeli pokazati. Mi smo normalni ljudje in tudi dajemo in bogatimo družbo. In se mi zdi, da skozi te avtentične zgodbe, skozi to iskrenost, seveda ni vsak dan vse lepo, srečujejo se skup težavami, vsak z različnimi, kot se pač tudi drugi ljudje srečujejo z različnimi težavami in izzivi v življenju. In to se mi zdi, da je imelo zelo velik odmev in to je prispevalo tudi k temu, da je samo prepoznavnost te tematike v slovenskem prostoru bila zelo odmevna. Meni se zdi glih to, da je ravno ta avtentičnost po mojem zelo velika tržna niša, ki jo ima Šaleška dolina. Mi smo že gradili na zgodbah iz podeželja in tako naprej, ampak pred kratkim so seminar Fakultete za arhitekturo, so arhitektke predstavile projekt mesta Šoštanj, kjer je tudi eden izmed, so obdelali 3 cone in ena izmed con je v bistvu samo mesto Šoštanj in je noter zelo veliko poudarka na rokodelski obrtniški dejavnosti, se pravi na zgodbah, ki so tkane v izdelke. Mi smo pred časom postavili razstavo Trienale rokodelstva, ki je zdaj trenutno v Koroških pokrajinskih muzejih in tam se vidi, kakšen nivo doseže en izdelek, če je v njega utkana zgodba rok, recimo, in dobi popolnoma, se pravi, drugo vrednost, o dodani vrednosti sploh ne govorimo, kar je že v prejšnjem podcastu tudi Jure izpostavljal, je to, da recimo nekaj, kar je lončarskega, pa je kvalitetno izdelanega, lahko ima, ne vem, za 200-300% je izdelek recimo tudi dražji. Bolj
vidim to, kar si povedala, ker se mi zdi, da je globalizacija, ne, vključno z, pač tudi z Hisensom oziroma Gorenjem, je povzročila ravno to, da so zdaj v bistvu vsi aparati praktično enaki, a ne, pač kupiš, ker se ti je pokvaril. Simple and logical je po mojem zadeva, ki se bomo vsi spomnili do groba, zato ker je tudi izraz zelo prijeten iz PR-ovskega vidika. Se mi zdi pa ravno to, kar odlikuje dober izdelek, je ta funkcionalnost na estetskem nivoju. No? Se pravi, da je preplet estetike pa funkcionalnosti in ravno to mi je bilo tudi, mislim, da ste s Karim Rašidom tudi delali, pa delali s Pininfarino, skratka, in mislim, da vsi ti izdelki so še vedno v bistvu nosijo zelo visoko dodano vrednost, že sam zaradi tega, ker nosijo vseb, ne vem, duh oblikovalca, ne. Mi zdi to, po mojem mnenju, je to ena izmed zelo močnih tržnih niš, ampak se je treba plemenititi, mora biti tudi, ne vem, lokalna skupnost mora biti temu naklonjena, ne, pa spodbujati ljudi, ne, da se jim ne omogoči recimo delovnega okolja ali pa da je, rečemo temu, da bi bilo recimo, da je finančno prevelika ovira. Ja, omenila si recimo te kreativne industrije, in to si ti omenil skozi to rokodelstvo. Tu se mi zdi absolutno smiselno recimo razvijati. Mi imamo v Šoštanju prazen trg, ne vemo, kaj bi bila vsebina. In zagotovo imamo pa recimo vsaj 2-3 oblikovalke v Šoštanju, oblikovalke tekstilija. In mislim, zakaj ne graditi na tem, in seveda še drugih kreativnih industrijah. Imamo tudi ko si pač omenil te kultne izdelke, ne nazadnje kultnega ponija zdaj izdelujemo v Šoštanju, kar je tudi zanimiv potencial. Ja, ker v resnici, če pogledamo, ne vem, iz področja turizma, kaj se dogaja globalno, imaš neko arhitekturo, ki je dana, ki se ne spreminja, z pač pojavom globalizacije se pa je pojavilo tudi to, da so recimo opreme lokalov postale v vseh mestih enake, hrana je postala v vseh mestih enaka. Jaz sem bil pred leti šokiran, ko sem prišel v mesto Hvar, pa sem videl tam pač ponudbo azijske hrane v največjem prostoru noter. Skratka, zgodba, ki je v bistvu ravno ta, ki z prestrukturiranjem moramo jo imeti v mislih, da to je največja past pač tudi masovnega turizma kot takega in te zgodbe. Dostopnost vseh stvari je danes res vse mogoča. Mislim, dostopno je tako rekoč vse, tudi vse te znamenitosti z vidika arhitekture jih lahko vidiš na YouTubeu ali pač na spletu, Ampak to doživetje, ki ga pa ti tam doživiš, recimo, jaz sem bila marca v prenovljeni cerkvi Notre Dame po požaru, In pa sem bila prej velikrat, ker sem bila tudi turistična vodnica v enem obdobju in sem bila res zelo velikrat tam, ampak kako me je ta zgradba presunila, zdaj sem bila še sama presenečena. Ker dejansko, ko ti zaživiš ta duh, ki ga zaobjema zidovje, recimo, pa ti vidiš stoletja stvari, ki so se tam dogajala. Jaz takoj vidim neke življenjske usode, ali so to bile velike poroke, ali je bil to Napoleon, ki se je tam okronal, ali so bili pa to majhni ljudje, ki so hodili tja po neko zatočišče Mariji prositi za neke drobne stvari, da so se jim v življenju zgodile. Ta majhnost človeka pred to veličino, to se mi zdi, da je absolutno nekaj, na čemer tudi gradimo, na čemer tudi jaz recimo gradim svoje potovanja ali pa te svoje potovalne načrte, in kar je zagotovo potencial tudi za nas. Mi tukaj izhajamo, tudi mislim, da mi vemo, kaj je tisto, kar nas odlikuje do take mere, da lahko ponudimo drugim. In če se opremo tukaj na našo dediščino, to jaz vedno poudarjam, recimo, pač nobeno drevo ne raste brez korenin. In tudi mi
Če ne vemo, kaj so naše korenine, veliko težje vemo, kam bomo šli, pa kam se bomo razvijali. Če se razvijamo kar tako povsod, kar prinesemo iz sveta, iz različnih koncev, pač v teh časih, ko nam je vse dostopno, a ne. Zato ni zanemarljivo, da ne poudarjamo svoje zgodovine, da ne poudarjamo tistega, kar so predniki znali narediti, ne nazadnje iz naravnih materialov, a ne, pletenje mrež ali pa teh košarno, tekstilje, usnjarska industrija, zagotovo je pustila nek pečat, ne nazadnje je veliko ljudi delalo tam in so imeli s temi stvarmi opravka, a ne. In ta avtentičnost tudi na področju kulinarike, recimo, pa meni to je tisto, kar je neprecenljivo. Zaradi tega gremo tja, ne? Ne zato, da jemo eno zmrznjeno pico kjerkoli na svetu, ampak zato, da probamo nekaj, kar so neznani okusi in kar je kar veliko tveganje in pogum, da poskušiš. Pa ne zato, da ti bi bilo slabo, ampak zaradi tega, ker nismo navajeni takih okusov, a ne? Že ko ti prideš, ne vem, v azijske države, pa imaš te vonjave, recimo, različne, a ne, ki te iritirajo pravzaprav. Niso ti fajn, ker to ni rožmarin, pa ni, ne vem, timijan, pa to, kar poznamo, a ne? Ampak ti prav dražijo te, a ne, in pol tvegaš, ampak poskusiš, zato da vidiš, kaj tam poskušaš, a ne, različne stvari in to so pol fenomenalne izkušnje. In to, kot ljudje živijo v globalnem svetu, pa mi jim znamo sigurno ponuditi fantastične stvari, no. Ne, saj po eni strani zidovi, a ne, rabijo vsebino. Vsebino v bistvu dajo zgodbe, ki so nastajale znotraj teh zidov. Po drugi strani pa, če zdaj sem bral eno zanimivo misel, vsi vidijo, ko gledajo drevo, lepo krošnjo in jo občudujejo, ampak noben pa ne pomisli, kakšen koreninski sistem je moglo to razviti, prednje je sploh ta krošnja lahko zrasla. In to je tisto delo, ki ga v bistvu se opravi pred tem, da lahko v bistvu občudujemo nekaj. In te korenine so tukaj noter, poganjajo že stoletja v Šaleški dolini in če jih bomo posekali, bo tudi krošnja šla. Absolutno. Ti si drugače zelo naklonjena kulturi, kulturni dediščini, raznim umetniškim panogam, ne? In se pravi, ne samo na področju korporativnega komuniciranja, trženskega, ne? Tudi na področju komuniciranja, se pravi, raznih kulturno-umetniških panogah si zelo spretna, ne? Med drugim Društvo za kulturo Gorenje, z njim si zelo veliko sodelovala, pa prej si razlagala, nekoliko je včasih to podjetje vlagalo ne samo šport, tudi v kulturo. Recimo prvotna zbirka Galerije Velenje, ki je danes samostojni zavod, je nastala s podporo Gorenja in tega društva, ne? Ja, še več, v enem obdobju smo ustanovili tudi v javno-zasebnem partnerstvu Galerijo Velenje. Takrat je pač Gorenje skupaj z občino Velenje ustanovilo galerijo. Ravno v teh prostorih, kjer smo danes, so se začele razvijati druge dejavnosti, knjižnica se je selila tukaj spodaj in takrat se je pojavil prostor za galerijo. In to je imelo smisel, nič ni bilo delano na pamet, ravno zaradi tega oblikovalskega vidika, to je neka estetska kategorija, tudi kreativna kategorija in zaradi tega je šlo tudi Gorenje takrat v javno-zasebno partnerstvo, ne. Potem mislim, da je zelo lepo funkcioniralo, da smo imeli tudi v okviru EPK-ja 2012 Maribor lepo razstavo UF Industrija, ki je povezovala ta industrijska mesta in dediščino. Potem so se pač stvari se razvijajo vedno, pač potem je Gorenje izstopilo s pričo tudi poslovnih sprememb, ki so se zgodile iz tega zavoda, galerija se je potem pridružila tudi festivalu, ampak ta podpora tej panogi je vsekakor še vedno prisotna, ne. In vedno se mi zdi ta odnos do stvari ali do preteklosti se mi zdi zelo pomemben. Pravzaprav neko življenje gradimo na teh odnosih, a ne. V Gorenju, poleg te zbirke, ki je šla na grad, so tudi pisarne večinoma opremljene z kakovostnimi likovnimi deli, a ne. In to bi jaz tudi rekla, da ni naključje, da to je urejeno okolje, je spodbuda
vsakmu človeku. Zdaj nima veliko ljudi priložnost, da si dejansko uredijo svojo pisarno čist po svojem okusu, po svojih merilih. Jaz osebno rabim kar veliko časa, da vidim, kako želim urediti prostor. Pa rada predstavljam pohištvo, pa slike, pa vse sorte, ampak ti moraš prostor nekako začutiti in da mu lahko daš pol neko osebno noto. Ker v tem prostoru pisarne pač večinoma preživimo kar veliko časa in zato se mi zdi pomembno, da je to prostor, ki ti na eni strani daje neko spodbudo, da spodbuja tvojo kreativnost, da ti pa hkrati v določenih trenutkih da tudi tisti trenutek za razmislek, za umiritev, za to, da lahko sprejmeš kako novo odločitev, da se ti porodi kakva misel, ne? In zato je opremljanje prostorov z umetniškimi deli ali pa z nekimi dekorativnimi elementi tako pomembna stvar. Ker s tem, ko vlagamo v to, ne nazadnje vlagamo v sebe. Pa je lahko to tako na področju pisarniškega dela ali pa tudi doma ali pa tudi javnih prostorov. No? To je tudi zelo pomembno. A pa si imela kakšne probleme kot vodja komunikacij, da si to svoje razmišljanje, s tem svojim razmišljanjem prepričala vodilne ali pa vodja financ, zato ker to v resnici je strošek, ne? To ne prinaša takojšnjih direktnih finančnih koristi. Absolutno, mislim, da je naložba. Gorenje je imelo zelo dolgo tradicijo tega že kar od začetkov. Tako da ne bi rekla, da sem imela probleme s tem. Včasih se pojavijo razmišljanja seveda o tem kot o strošku, ampak vendarle je bilo prav Društvo za kulturo tisto, ki je spodbujalo na eni strani razgledanost tako zaposlenih kot menedžmenta predvsem. Če ti deluješ v tako širokem okolju, pač rabiš ene impulze, ti moraš vedeti, kaj se dogaja od zunaj, ti moraš videti, kako razmišljajo različna področja, mogoče tudi različni ljudje, a ne? In vse te impulze smo mi skozi društvo prinašali v Gorenje. Potem imeli smo tudi razstavni prostor, ker, kot sem rekla, mislim, da umetniška dela vsekakor navdihujejo, odpirajo nove svetove, včasih iritirajo, tudi to so bili zelo zanimivi primeri, ampak po drugi strani pa vsekakor gradijo na dobrem počutju zaposlenih in v zadnjih časih je to kar ena pomembna kategorija, ta well-being, recimo, a ne, kaj vse ponuditi zaposlenemu, da bi se dobro počutil v podjetju z namenom, da je čim bolj ustvarjalen, da čim več da od sebe, da je produktiven, a ne? Hkrati se pa ustvarja nek odnos, po mojem, do kulture, do umetnosti, ki je marsikomu, ki prej mu je to recimo popolna noviteta, da ima neko umetniško delo v pisarni, čisto nov svet, ne? In potrebuje čas, da rečemo, če ustvarim nek moment, je, da mu je malo dolg čas, da je že vse opravil in pa se zagleda to sliko, ki že visi tam 3 mesece in pol dobi ta klika, ne? Lahko da ga iziritira kakorkoli, ampak namen je dosežen, ne? Namen je, da dobiš nek impuls, nek signal, ne? Ki ti popolnoma spremeni lahko pogled na umetnost. Absolutno verjamem v to. To bi bila ta tako imenovana senzibilizacija, a ne, če že ne mogoče celo izobraževanje. No pa ne samo na področju likovne, tudi literarne umetnosti, a ne. Društvo za kulturo je priredilo koliko enih literarnih večerov. Na drugi strani podjetje je tudi podpiralo predvsem lokalne avtorje, a ne, pri njihovih literarnih in festivale projektih. literarne, recimo, ne? Herberštajnska srečanja, pa potem. Zagotovo, se pravim, a ne, jaz mislim, jaz se fasciniram nad vsemi ljudmi, ker se mi zdi, da vsak prinaša neko zgodbo, kakršnakoli je že, a ne, pa kjerkoli na svetu je že, pa v kateremkoli obdobju je, tudi iz preteklosti, a ne, mislim, zdaj, če pogledam zelo, zelo dolgo nazaj, res so bili izjemni posamezniki, kaj so, pa ne govorimo o teh ljudeh, ki so zdaj pač spoznani, ki so dejansko neke velike dosežke za človeštvo naredili. Ampak pogledam sam kmeta, recimo, ali pa ne vem, gospodinjo, še bolj doma, s čim vse je ona
preživela celo družino, recimo. Koliko je mogla biti ona ustvarjalna, da je, ne vem, nekaj skuhala, pa preskrbela celo družino. Pa da so izdelovali neka orodja, ki so jim pomagala izboljševati življenje, pa olajšati delo, pa te stvari, no. Pa preživeti v tistih časih preteklih, res trdih okoliščinah, no. Jaz sem vedno mislim, da mi zmoremo manj, kot so včasih zmogli, no. Ne, verjetno glih toliko sam treba, nam ni, trenutno nam ni treba toliko. Borimo se na drugih področjih, ampak res občudujem tudi to. Mogoče je bil takrat tudi ta fizični vidik še toliko bolj prisoten, ne. Z tega vidika nam je zagotovo lažje, ne. Pa še ena stvar je, ne, danes greš v trgovino, kupaš, ko se ti pokvari, pa ti ni treba v bistvu ta filozofija potrošništva nas se ustavlja, ne, pač absolutno. Vsa hrana je bistveno cenejša, če jo dobiš iz trgovine. Pustimo zdaj to, da je pa energetsko in pač manj kakovostna na splošno, da ne govorimo o sadju zelenjavi, ki je masovno proizvedena, ker skoraj nima več vitaminov, špricajo, barvajo jo, zato da, ker pač kupujemo z očmi, ne z tem, kar v resnici rabimo, kaj je naše gorivo. Tako da po moje je to en izmed velikih nazadovanj, ob tem, da pač seveda je zelo pomembno to, da nismo več lačni. Takrat na začetku pač prejšnjega stoletja je bila lakota eden izmed velikih problemov, sploh v velikih mestih. Nismo pa tudi nezmerni več, se mi zdi, da gremo pač malo preveč na drugo stran, ne. A si ti kaj sama svoja mojstrica, samooskrbnica, ne vem, ali pa se ukvarjaš ti sama z likovno, literarno umetnostjo, kaj popraviš doma, narediš tek, no? Jaz rada veliko stvari delam sama. To ne pomeni, da jih delam na visoki kakovostni ravni, ne. Nekaj malega pridelamo, karkoli, zelišča, ne vem, neke stvari. Pridelamo sami oljčno olje, to, ko ga porabimo. Drugač pa se mi zdi pomembno, da podpiram lokalne proizvajalce. Mislim, kjerkoli to je, pri nas tudi, in da če se da, vseeno veliko uživamo te stvari, ki iz našega okolja pridejo, ne da zdaj iščemo neke tropske sadeže, ki so pripovedovali. Vse to je fajn za včasih, predvsem je fajn, da vse poskusimo, no to se mi zdi pomembno, da vemo, kakšni so okusi različni pa to, ampak drugač pa zagotovo, kot sem rekla, tudi sama rada sestavljam Ikea pohištvo, sama rada predstavljam pohištvo, to se kar naprej dogaja. Kaj še rada delamo sama? Dve platformi še izskočita, če te pogooglamo, to je Center za kreativnost pa Kreativna baza. Kakšna je pa tle zgodba in povezava s tabo? Kreativna baza je komunikacijska agencija, ki sem jo vodila zdajle 3 leta, 3,5 mogoče. Iz te tudi izhaja ta projekt, o katerem sem prej govorila. Specializirana je za področje kulture in moja dodana vrednost se mi zdi, da je bila ravno na tem, da sem iz drugih področjih, na katerih sem delovala, prinašala stvari tudi v kulturo. V Sloveniji je kultura eno področje, ki v bistvu ne deluje na nekih tržnih principih. Več razlogov je za to. Eno je, da smo jezikovno relativno majhno območje, drugo pa, da je vedno umetniško ustvarjanje in tudi umetniška dela nekako podpirala država in to je absolutno tudi prav. Je pa res, da ti javni zavodi posledično se mogoče manj trudijo za občinstvo. In zato, ker sistem je narejen tako, da je njihova dejavnost financirana, da so njihove plače financirane in če oni dobijo več gledalcev, obiskovalcev, niso za to nič nagrajeni. Nasprotno, oni jim rečejo, sami ste znali toliko zaslužiti, pol pa vam ni treba, da vam toliko damo, ne glede na to, da bi s tem lahko bogatili svoj program.
In zato smo s temi inovativnimi principi, ki smo jih prenašali v komuniciranje tudi kulture, res tudi kreativna baza, kar ore ledino. In se mi pa zdi pomembno, ne nazadnje za neko javno dobro, da se govori o kulturi, da se izpostavlja naše dogodke, tudi dediščino. A ne? Prej sta oba rekla, no, kako pomembno je, da se da zidovom vsebina. A ne? Zdaj je država vložila skozi sklad za odpornost, a ne, po koroni, in pa tudi z te kohezijske projekte zelo veliko denarja v obnovo, ne vem, grajske dediščine. A ne? In zdaj je zelo pomembno, da ti gradovi, recimo to je Turjak, izjemno delo na področju ohranjanja in obnove dediščine. Grad Pišece, recimo, grad Negova, ne? Ampak če ne bomo znali najti pravih vsebin, recimo to se je zgodilo z gradom Pišece, ki je bil nekako narejen, da bi bil tam en center za šolske in obšolske dejavnosti, ampak pač pol to nikakor ni zaživelo, grad je zaprt. Zdaj je lokalna skupnost našla neke vsebine, ampak to je grozno, da taki veliki investicijski projekti pravzaprav pol propadajo, a ne? Ker če je nekaj, ne vem, 10 let zaprto, pol vse vemo, kako je to, a ne? Kako se začne dogajati. Zato se mi zdi osmisliti to, dati noter neke vsebine, pač zelo pomembno. Na drugi strani imamo pa v lokalnem prostoru obratno zgodbo, a lahko naslovimo dvorec Gutenpichel in njegove bogate vsebine, za katere večinoma prostovoljno skrbijo domačini sami, ne? Pa vendar nekako ni kaj denarja, interesa ali karkoli, da bi se zidovi, a ne, primerno uredili. Jaz vem, da je dvorec prišel v last občine, torej strani Ministrstva za zdravje. Ne vem pa, kakšni so razvojni načrti. Mislim, da javnosti še niso bili predstavljeni. Vem pa, recimo, da ne vem, po Irskem, po Angliji in še marsikje, recimo ogromno takih dvorcev živi kot youth hostli, v katerih, tudi po Skandinaviji se spomnim, živijo kot preprosti hotelčki za popotnike, ki se ne zadržujejo prav veliko dni, ampak vsekakor imajo pa nastanitev v zanimivem objektu, a ne? Kdo si ne bi želel biti graščak za en dan? Pa če si drzno zdaj sanjariti, res hipotetično, evo, če bi se ti lahko sama o tem odločala, ali pa ne vem, kaj bi si želela, no, kakšna je tvoja osebna, res čist najbolj svobodna možna zamisel za novo življenje dvorca Gutenpichel, kakšne vsebine? Mislim, da dvorec Gutenpichel rabi res temeljito obnovo, čeprav veliko elementov odznotraj je res fantastičnih, a ne, od, ne vem, parketa in drugih stvari. Mogoče ne vem čisto točno, kaj bi si želela, ampak vem pa, kaj si želim za Kajuhov dom, torej Kajuhovo rojstno nadaljevanju vprašati, ja. Rojstno hišo, ki tudi sameva sredi mesta. In zdi se mi, da v usmeritvah nove vlade, ki govori o decentralizaciji različnih področji po državi, se bi mi zdelo zelo smiselno osmisliti torej Kajuhovo rojstno hišo, bivši hotel, za recimo Agencijo za knjigo. Ker zgodbo imamo zelo lepo. Imamo pač rojstni dom pesnika. Na drugi strani upajmo, da bo tudi tretja razvojna os kmalu pripeljala tako rekoč v bližino Šoštanja, tako da pot ne bo mogla biti več ovira. Razvijajo se pa lahko vsekakor neke take dejavnosti, da jih razpršimo tudi po državi, a ne. No, pa glede na to, da je tam
bil tudi prvi kino v Šaleški dolini, mogoče poleg Agencije za knjigo še Center za slovenskega filma, ali kaj že, Slovenski filmski Ja, center. to je res, mislim pa, da bo Center za film zahteval pa malo več prostora, tudi v smislu, ne vem, še nekih dvoran oziroma prostorov primernih za snemanje, tako kot je pač Viba film, ki bo tudi rabo, recimo, verjetno kako posodobitev. Časi se res, tukaj tudi gre tehnologija z izjemno hitrostjo naprej. Res so tukaj potrebna velika vlaganja, no, ampak tehnologija bo tudi šla še vedno bolj naprej. Ne vem, a bomo še dejansko rabili te velike studije, ali se bo vse snemalo virtualno, no. Bomo videli, kam bo to šlo, no. No, vsekakor bi pa se mi zdi Šoštanj potreboval teh mehkih vsebin, kreativnih industrij, rokodelcev. Mestno jedro mislim, da lahko uživimo sam na tak način, no. Z neko tudi stalno prisotnostjo. Se mi zdi, da neki enkratni dogodki so super, sam niso pa tisti, ki bojo spodbujali življenje, izmenjavo informacij, pretok prebivalcev in obiskovalcev skozi celo leto. Veš, kaj sem te še mislila prej, ko si naslovila to temo, trženja kulture in se pravi državne podpore in inštitucijam in posameznikom, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Kaj ti rečeš nekomu, ki pravi, da dober umetnik je tisti, ki se je sposoben na trgu sam preživeti, ne? In dobra umetnost je tista, ki se prodaja? Pravzaprav sem na to vprašanje prej že malo odgovorila. Jaz mislim, da slovenski kulturni prostor je premajhen, da bi lahko samo živel z regulacijo trga, ne. Na eni strani, da je kupna moč premajhna za, recimo, da bi lahko tudi trg umetnin živel samo od sebe, da si vsekakor zasluži podporo in nenazadnje je poslanstvo, da država podpira tiste stvari, ki so v javnem dobru, ravno zaradi vseh teh dobrih stvari, ki smo jih prej omenjali, da to spodbuja neko iskanje lepega, iskanje dobrega v vsakem posamezniku in zaradi tega so te podpore pomembne. Niso pa samoumevne. Vsekakor so tudi umetniki, ki lahko živijo sami na trgu, večinoma jih ne more, pa ne govorimo samo o likovnih umetnikih, tudi o glasbenih umetnikih. Tu imamo res, glasba sicer je mogoče najbolj univerzalna umetnost, ampak vseeno, ne, smo omejeni tudi z našim jezikom. Vedno pač imamo tudi neko kritično maso ustvarjalcev in zato imamo pač mogoče relativno malo ljudi, ki dejansko izstopimo, čeprav imamo vrhunske umetnike, ki so svetovno prepoznavni, tako na področju sodobne elektronske glasbe, tako kot na področju klasične poustvarjalne glasbe. Ampak res pač toliko nas je in iz tega lahko pride pač toliko dobrih, izvrstnih, izjemnih posameznikov na vseh področjih. Veš, kaj se mi zdi, da se še vedno vodi ta diskurs v naši javnosti, da gospodarstvo je tisto, ki ustvarja, kultura je pa tista, ki porablja. Kaj bi ti rekla, kaj se lahko gospodarstvo nauči od kulture in kaj se lahko kultura nauči od gospodarstva? Vsekakor je vzajemno veliko pozitivnih učinkov lahko. Na eni strani gospodarstvo, smo že prej veliko govorili, lahko črpa iz te ustvarjalnosti navdih tudi pri svojem delu, po drugi strani pa lahko tudi kulturni ustvarjalci se veliko naučijo od gospodarstva v smislu nekega načrtovanja, obvladovanja stroškov, obvladovanja časa, ki je ključno, in zagotovo je veliko sinergij, pa tudi za družbo kot celoto med temi. Dodajam še recimo znanost, ta razvoj in pa izobraževanje, ki tvorijo nekako, po moje, nek ta ekosistem, ki je dejansko gonilo razvoja družbe. Tudi za našo dolino. Ampak s temi projekti, kot je recimo, ne vem, KONS, ker gre za spodbujanje sodelovanja med gospodarstvom in umetnostjo, koliko pa lahko zdaj mi z področja kulture umetnosti, kaj lahko damo svetu
zakaj v bistvu svet sploh potrebuje našo kulturo. Mi vemo, da jo potrebujemo zaradi ohranjanja naše lastne identitete, zaradi tega, ker je to pač osnova naroda, ampak če hočemo konec koncev v teh časih, ki so globalni, pa je vse dostopno na enem prstu z miško, kaj lahko? Jaz mislim, da je človek zelo kompleksno bitje. Eno je, da zadovoljuje svoje potrebe, ki so fizične, to, da pač nekaj je, da se giblje z avtomobilom ali pač podobne stvari, vendar je to mogoče ta del, ki je narava, potem je pa kultura tisto vse, kar je nenaravno. Pač, če pogledamo etimologijo besede, pač kultura, izhaja iz kultivirati, agrokultura je potem ta del naravni, mi smo pa tisti drugi, recimo nenaravni del, ampak nenaravni pomeni tisti, ki pa vseeno izhaja iz notranjosti. Se mi zdi, da človek ima tako neko duhovno kot duševno dimenzijo in to je tisto, kar zadovoljuje pač z temi ali gledanjem, ali ustvarjanjem, ali poustvarjanjem umetniških del. In ta dimenzija se kaže, da je absolutno vsaj tako pomembna kot ta fizična. To vidimo pri vedno večjih psiholoških, psihičnih težavah. Govorimo, da so ljudje izgorijo, izgorijo zaradi teh stvari, zaradi mehkih stvari, zaradi duševnega zdravja, ne zaradi fizične nedejavnosti ali zaradi... Ampak vse to se res prepleta. Zato se mi zdi, da je človek res tako celovito in kompleksno bitje in ne smemo pozabiti na to dimenzijo. In to je ta dimenzija, ki jo da kultura. Meni se je zdelo prej super, ko si izpostavlja to res iz drugega zornega kota. Zdaj vidim to, ko si rekla, da se pisarne opremijo na način, da vlagajo v tistega, ki v njih dela, zato da je bolj produktivna. In se mi zdi, da se večina teh ljudi, ki govorijo o tem, da se da brez kulture živeti, ne zaveda te komponente, ki je tako močna. Po drugi strani se mi pa zdi ta preplet gospodarstva pa kulture ravno, recimo, to je eden izmed recimo načinov, je ta, da pač gospodarstvo odkupuje kulturne stvaritve, pa ne bo to glasbene, likovne, kiparske, arhitekturne, tako, da obogatijo svoj prostor in da dajo prostoru dodano vrednost, v katerem se potem posamezniki v tistem prostoru dela, počuti dobro in s tem pač posledično so tudi rezultati njegovega dela toliko boljši. To se mi zdi res tako zelo, zelo dobro plasirano vrednost kulture znotraj recimo širše družbe. Ima pa kultura milijon izrazov in vsakmu človeku, se tudi naša recimo domača glasba ali pa katerakoli glasba, vsakega nagovarja mogoče različna glasba, ampak razmišlja, da ne potrebuje tega, ampak kaj bi človek brez glasbe, recimo, ne vem, tudi avtomobil ali karkoli, ali tudi preprost človek, recimo, ampak glasba ga napolnjuje, ples ga napolnjuje, recimo, in mogoče je to, tak stereotip bi rekli, ali pa čak neka taka paradigma, da je zdaj kultura nekaj, kar troši. Je pa treba pri vsaki stvari in tudi pri kulturi poslušati tistega, ko ga nagovarjaš, treba ga je razumeti. To se mi zdi zelo pomembno pri komunikaciji in tudi, ko delamo kulturne politike, moramo razumeti slovenskega človeka, ki mu je namenjena ta kultura, ta ustvarjalnost, ta umetniška dela. In se mi zdi, da je treba to podpirati. Nismo vsi v urbanem svetu, da bi imeli enake potrebe, pač podeželski človek ima drugačne potrebe po kulturi. In to se mi zdi pomembno, da vse te raznovrstne interese pač kot recimo država razumemo in podpiramo. Ampak ravno ta del kulture, ki v bistvu je na nek način, če se spomnim na Nino Simone, ki je v bistvu pač pravi, da je naloga umetnika, da vedno preprašuje stvari, da vedno v bistvu se sprehaja po robu
ki ga v bistvu množica velikokrat ne zastopijo, ne? Zaradi tega, ker se z nekim vprašanjem ali se noče soočati ali pa ga na nek način sploh še ni do njega prišlo. Ne? In tukaj je ta tankočutnost, ne? Pa ustvarjanje prostora za to vrstno umetnost, pač še kako pomemben del skupne kulture, ki premakne zavest naroda lahko v neko višjo, na nek višji nivo. Ne? Če pogledamo recimo NSK, ne? Kaj je bil v začetku, kako ga je obravnavalo v bistvu država in vse skupaj, pa vemo danes, da je svojo filozofijo vsega, umetniško filozofijo preuprašuje ravno totalitarizme in zna to na zelo tankočuten način postaviti v neko situacijo, ki je dobra za ljudi, ne? Za splošno javnost. Ne? Tukaj se mi zdi, da je past. Velikokrat radi rečemo, da so umetniki tisti, ki so pred časom. Pa to, ne? Dolgoročno se mi pa zdi, da se kakovost kulture, kakovost ustvarjalnosti vidi in odraža prav skozi prizmo časa. Da v bistvu šele čas pokaže, a je to neka kakovostna kultura, ki bo preživela, če kulturo s tem skrčimo samo na umetnost. Kultura, pač jaz mislim, da je res nekaj najbolj splošnega, kot sem prej povedala, etimološki razvor. Kultura je odnos, kar sem danes že večkrat omenila. Ne? To je odnos do sočloveka, do okolja, v katerem živiš, do prostora, ki ga oblikuješ. Ne? In če pa zdaj govorimo samo o umetnosti, pa dejansko se mi zdi, da tudi te nagrade, ki so bolj odraz časa, medtem ko pa tisto, kar bo preživelo stoletja, tudi današnja ustvarjalnost, ki bo preživela skozi stoletja, bo pa pokazal čas. In se mi zdi, da dejansko kakovost se bo pokazala skozi čas. To pa pomeni, da bojo tudi ljudje, ki bojo živeli stoletja za nami, prepoznali v tej kulturi točno te impulze, o katerih si zdaj govoril. Ali odzivanje na neke svetovno-nazorske poglede, ali te trenutne vrednote, na ta čas, ki je, ker vendarle se pa umetnost strinjamo, ne? Odziva na aktualni čas. Tudi gledališka ali pač katerakoli umetnost, ne? O tem govorimo. Ne? To kakovost bo pa odmeril časno, se mi zdi. Kot sekretarka na Ministrstvu za kulturo, kakšna je tvoja vloga pri temu? To je, mislim, jaz si recimo osebno ne znam predstavljati, kaj je sploh vloga sekretarja na Ministrstvu za kulturo. Tudi to je eno tako področje, ki nekako mi je prišlo na pot, ne? Nisem ga načrtovala. Menim pa, Francozi pravijo tako, da ko te pokliče republika, ne rečeš ne. In zato sem se tudi odločila, da sprejmem ta izziv državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo. Sploh, ko je bilo v igri področje kulture, ki, kot smo danes tudi ugotavljali, mi je zelo pri srcu, je bila ta odločitev tudi toliko lažja. Ja, državni sekretar pač ima seveda vpliv na te kulturne politike. Mislim, da tukaj moramo imeti v mislih veliko tega, kar sem že zdaj povedala. Nekaj, kar je javno dobro in kar je temelj za negovanje naše dediščine. To se mi vsekakor zdi ta pomembna stebra, pa seveda spodbujanje ustvarjalnosti in pa tudi internacionalizacija oziroma širjenje naše kulture navzven, pa seveda skrb za slovenski jezik. No. Slovenski jezik je pač
dejansko temelj, na katerem je pač lahko se kasneje razvil naš narod in ne nazadnje tudi naša država, ne. In ena od lepših ali pa bolj, prav moram reči, pretresljivih čestitk je bila ob mojem imenovanju od znanca, ki je diplomat, ki dela na eni tuji ambasadi v Rimu, in on je napisal, ni lepšega, kot imeti moč, da služiš na položaju domovini, kjer imaš moč, da spreminjaš stvari na bolje. Mi dejansko politiko jemljemo zelo drugačno, se mi zdi tako dnevno informativno, recimo, a ne, in to se mi je pa zdelo od takega človeka, ja, mi sploh se ne zavedamo v bistvu, da je to taka pomembna funkcija, ki jo sprejemam dejansko z eno veliko mero odgovornosti, najbolj, ja, se si ponosen, ampak predvsem se ti pa, mislim, jaz osebno to čutim res kot veliko odgovornost do tega, da razvijamo stvari na področju kulture v smeri ohranjanja dediščine, pa seveda razvoja novih potencialov in novih oblik umetnosti. Sej tudi umetnost se izraža v vedno novih oblikah, sicer zdaj že tudi na te intermedialne umetnosti, a ne, tudi vključevanje videa, to včasih čisto od začetka niso razumeli kot umetnost, a ne, zdaj je to del. Pa prihajala bo umetna inteligenca, oziroma že kar grobo poseka noter v ustvarjalnost, a ne. Tako da potem so tukaj avtorske pravice, kjer se nekako urejajo odnosi med pravicami avtorja in drugimi uporabniki, a ne. Veliko zanimivih področij je, ne. Ko si načela temu skrbi za slovenski jezik, bom zdaj najprej rekla, da ja, se podcast Daljnogled tukaj ni dober zgled, ne, ampak mi smo se zavestno odločili, da bomo te pogovore izvajali v podcastovskem formatu, v pogovornem lokalnem jeziku, ker govorimo z lokalnimi ljudmi, predvsem za lokalne ljudi, a ne. Tako da ja, vse kritike na to, da tudi mi nismo natančni, absolutno sprejmemo, ampak jih argumentiramo. Rada bi te pa to vprašala, a ne. Ampak to je bogatstvo. Jaz mislim, da Slovenija je izjemno bogata z različnimi dialekti, narečji, in to je bogatstvo, ki pa nekako podpira to, da vseeno imamo pa nek krovni knjižni jezik. Tudi ta se spreminja. Seveda prihaja zelo veliko impulzov iz predvsem angleščine in drugih tujih jezikov, a ne? Verjetno do nekih računalniških jezikov v kratkem. Ampak to jedro moramo nekako negovati. Ne smemo biti preveč puristični, ker potem zgubljamo tudi pri mladih pozornost in nekako celo gojimo odpor do tega, do slovenščine kot recimo predmeta v šoli, a ne. To je tako nepredstavljivo, a ne. To pomeni, da nekaj mi narobe delamo, a ne. Mislim, če bi se oprosti, zdaj sem te prekinila. Ne, se fajn, držim misel. Ampak recimo, jaz si predstavljam idealistično, da bi pouk slovenščine ne mogel izgledati tako, da preberemo nek odlomek in se o njem pogovarjamo, da znamo interpretirati. Zato, ker vse podatke, kdaj je bil pesnik rojen in kje je umrl in tako naprej, to danes je kot si rekel, na dotik in to tako izveš. In to sploh ni pomembno za tvoj razvoj, a ne. Pomembno je pa, da znaš interpretirati eno delo, da ti razumeš, kaj je hotel avtor povedati takrat v tistem času in kaj nam sporoča danes, a ne. To seveda tudi od učiteljev zahteva veliko pripravo, a ne, in tudi bogat razmislek, a ne. Ampak na tak način bomo mi ustvarjali pri vseh predmetih, bomo ustvarjali, pomagali rast otrokom, no, da ne rečemo ustvarjali, v neke državljane, ki bodo ustvarjalni, ki bodo inovativni, ki bodo iskali neke boljše rešitve za izboljšanje. Po drugi strani tudi krepi komunikacija, Še vedno drži misel, brez skrbi. V bistvu krepi komunikacijo in razumevanje, zaradi tega, ker ko mi izrečemo eno besedo, jo vsak drugač interpretira in skozi interpretacije teksta se naučimo tudi boljš komunicirati med sabo in razumeti. In poslušati, ne? To sem hotela nasloviti. Upad kakovosti knjižnega jezika v tem univerzalnem komuniciranju z vsemi javnostmi
zlasti preko medijev. Ziher smo vsi opazili, a ne, da tudi na nacionalki, predvsem njenih radijskih postajah, ne, drastično upada raba zbornega knjižnega jezika, pri tem, da je ena temeljnih nalog medijev vseh, tudi komercialnih, ki so itak že zdavni posegli po pogovornem jeziku, je, se pravi, njega knjižnega jezika. Zdaj opazujem recimo tele jumbo plakate in tako naprej, ne. Pravzaprav ne najdem več enega marketinškega gesla, slogana, ki bi bil knjižni. A je res toliko bolj učinkovito napisati tudi tako je dober, ali mislim, a če napišemo tako je dobro, ni dovolj učinkovito komunicijsko sporočilo, ali a veš, a veš, kaj naslavljam? Ja, ampak tukaj je po moje problem tudi, vedno je marketinško sporočilo namenjeno ciljni publiki, ki se mora z sporočilom identificirati, v njem prepoznati, spoznati. Vemo tudi, v bistvu, če pogledamo že samo na področje glasbe, koliko besedil imaš v knjižnem jeziku, nič. V bistvu so pisana besedila danes v pogovornem jeziku, zaradi tega, ker se pač enostavno mladi bi rekli temu spet amerikanizem, da je to cringe, in zadeva ne deluje živo. Po moje je tukaj problem in mogoče se tukaj dotikamo problema knjižnega jezika, ki ne deluje živo. Ampak kaj to pomeni za nego in razvoj knjižnega jezika? Če se pravi zdaj v nekem vsakdanjem življenju, v javnem prostoru, a samo še na nekem formularju ali pa v nekem zakonu se boš ti srečal s knjižnim jezikom, če nisi seveda bralec. Ne, jaz mislim, da je to tudi eno izmed vprašanj razvoja knjižnega jezika. Vemo, da je v bistvu v določenem obdobju Toporišič zelo bremzal razvoj samega knjižnega jezika, kar je bilo argumentirano z tem, da ga ohranja čistega. Pravzaprav degradacijo, ni vsako spreminjeni razvoj. Sej se strinjam s tabo, ampak tudi umetno, recimo Hrvati so imeli ta moment, ko je razpadla država, pa so pa hrvaščino, pa so vse srbizme pometali ven, pa razvili nove besede, ki so v bistvu, ki tudi Hrvatom določene stvari delujejo smešne in neživljenjske in še vedno uporabljajo stare besede. Mislim, da so te sodobni jezikoslovci, tako Kozma Ahačič, Stabej in tako naprej, veliko bolj odprti za razvoj. Je digitalizacija še dodatno, po moje, prinesla k temu, ne? Jaz mislim, da neko jedro je treba negovati. Vsekakor vsi jeziki se pa spreminjajo, vse je živa stvar, ne? Ker človek je nagnjen k temu, da kot je fino, hočeš ta trenutek zamrzniti in ga ohraniti za zmeraj, zdaj pa greš v naslednji trenutek, ki ti ni toliko fino, in zdaj a boš tisti trenutek, ko ti je fino, zamrznil za zmeri, pa v bistvu se izognil parim nefinim trenutkom, pa spet enemu super trenutku, ki je še boljši od onega prej. Jaz mislim, da zgodba se more, da organskost je nekaj, kar je treba slediti, pa včasih spustiti stvari, da se zgodijo. Se pa strinjam s tem, da je treba pa jedro, pa resno jemati, ker to pač tako, kot je srce jedro, brez srca telo ne deluje, ampak vse celice v našem telesu se vsakih 7 let zamenjajo.
Je pa pomembno, da gojimo, ko smo ravno pri srcu, ljubezen do našega jezika. To se mi pa zdi ključno. In tu se mi zdi, da nam zmanjka ravno v tem šolskem sistemu, ko se učimo pač res podrobno slovnico, niso vsi ljudje za to, eni bojo to razvijali naprej, eni pa ne. In zato se mi zdi, da bi bila ta interpretacija ali pa spoznavanje jezika skozi književnost mnogo bolj primerna. Dejansko, če bi več brali, pa res spoznavaš, kako bogatstvo ima naš jezik, kakšne besedne figure imamo, tudi vzete v veliki meri iz narave, ker smo pač v takem okolju, vezane na preteklost, danes smo že govorili in o koreninah in o podobnih stvarih. A veš, kako bi se nam obogatil jezik, mogoče bi celo spoznali, da se pa ni treba uporabljati tujk, ker najdemo besede v našem slovenskem jeziku. Oziroma smo jih celo sposobni tvoriti. Sposobni smo jih To je ta tvoriti, lepota seveda. in tu jaz vidim razvoj, a ne? Pač Sam se mi zdi, da je ta jezika, pristop ne. mogoče res, da mlade, sej to nismo glih unikum v svetu, a ne? Ampak vseeno se mi zdi, da bi lahko z drugačnimi pristopi, ki jih sodobni človek, mlad človek zahteva, a ne? Pa tudi to obdobje, a ne? Ker če pomislimo, da recimo, če bi Peter Musi Vošnjak prišla danes v Šoštanj, bi videla, da je Šoštanj čist drugačen. Če bi prišla v Ljubljano, bi tako mislila, da je to čist en drug svet. Če bi pa prišla v razred osnovne šole, bi prišla pa čisto točno enak razred, kot je bil pod časom Marije Terezije, a ne? Ja. Sploh ne rabi komentarja, a ne? Ja, in to je ta ljubezen, ki se enostavno pač, ker je tako je pri poeziji, ne, pač jaz sem pred časom dosti poezije tudi pisal, pa tudi kar nekaj delavnic šel, ne. Pesniški jezik se skozi spreminja, ne. Ben Gottfried je napisal en dober esej na to temo, ne, ko pride neka beseda, ki se v poeziji začne uporabljati. In je pol ta beseda nekaj časa hit, ne, pač. Potem se pa njen pomen izprazni. In tukaj je po moje problem tega, da smo še zmeraj v knjigah, ki nimajo več, ki ne povejo nič o mojem življenju, a ne. Kakor pač pravi Smici, a ne, v komadu, je točno to tisto, kar je treba po moje posodobiti v samem prvem stiku z jezikom. čeprav po drugi strani pa ne, sej tudi če ne govori o tvojem trenutnem, aktualnem življenju, ne govori pa o neki univerzalni človeški izkušnji in nekem zgodovinskem spominu, kar je pa spet, tu smo pa zdaj pri koreninah, a ne? Tvoj danes je krošnja, korenine pa so pa tam, a ne, v literaturi, ki še vedno ima vrednost in aktualnost ravno zaradi te univerzalnosti. Saj se strinjam s tabo, ampak določeni teksti so za današnjo mladino res težki. Sploh, če nimajo konteksta. Ja. Ne samo za današnje, vse so bili tudi za nas, pa bili so tudi za tebe. Ja, seveda, ampak za mene, ko sem se v bistvu imel še priložnost pogovarjati z babico, ali ne, v tistih časih pa o vojni, o tem sem jaz imel še stik s tem. Današnja mladina pa dvomim, da še pozna zgodbo. Ampak pa tudi, recimo, veš, razumeti, kako so živeli Grivarjevi otroci, recimo, a ne, pa Pesterna, to si danes otroci pravzaprav ne morejo predstavljati. Prav ne morejo si predstavljati, ker oni dejansko niso imeli prednikov, ki bi jim lahko kaj povedali. In če ne dobijo konteksta, zato se mi zdi ta interpretacija pa pogovarjanje o tem tako pomembno, a ne. Če jim to razložiš, pa bojo mogoče tudi malo bolj znali ceniti, pa videti, da za vsako stvar se je treba potruditi, a ne. Da ni tako vse samoumevno, a ne. Da ni bilo pa tudi, mislim pa tudi, tudi moja življenjska izkušnja pravzaprav, da za vsako stvar se je vseeno treba malo potruditi, ne. In glih ta, na eni strani ta kontekstualizacija, pa hkrati spet interdisciplinarnost, to smo se večkrat, pa skoraj na vsakem omizju smo se o tem pogovarjali, ko malo naslovimo tudi mogoče šolo, šolski sistem danes in jutri, a ne. Mogoče pa res, a ne, pristopati k, se pravi, negi jezika skozi povezovanje raznoraznih
predmetov, a ne, in To in tudi tematsko domovinska vzgoja in- na nek način. A ne? To se mi tudi zdi pomembno. A ne? Tudi nam, mislim, tudi tem otrokom se zdi samoumevno, da imamo svojo državo. A ne? Mi, ko smo šli čez to obdobje osamosvajanja in nastanka nove države, pač vemo, da to ni bilo čisto samoumevno. Vsak se spomni, da smo vseeno imeli takrat neke strahove in neka pravzaprav pričakovanja, ki pač nismo vedeli, kako se bojo stvari odvile. A ne. Zato se mi zdi tudi to, da poudarjamo, da imamo te korenine in da tudi otroci to začutijo in da so bolj ponosni, da smo vsi bolj ponosni na to, da imamo svojo državo. Ker veliko narodov po svetu nima te priložnosti in je to nekaj res izjemnega. A se ti zdi, da opada ta domoljubni sentiment pri mladih ali glih obratno? Jaz mislim, da se jim zdi malo samoumeven, no. To bi rekla. Sej vidiš v velikih trenutkih kriznih, da so neki ponosni, a ne? Pa da vejo, da je to pomembno. Ne? Samo v vsakdanjem življenju so vse stvari dosti samoumevne. Ja, pa tudi v bistvu trajajo 3 sekunde. Vse stvari. Pa že iščemo nov impuls. Ne? Pač, potrošništvo se nenehno stopnjuje. Ne? Pač, sej, recimo, ravno to je meni kvaliteta Šaleške doline ali pa rečemo celotne Saša regije, ta umirjen bolj način, ker preko sem 20 let živel v Ljubljani, je čist druga energija, je čist tam si skozi pod občutkom, da moraš se nekaj dogajati, da moraš nekam iti, da moraš nekaj, nimaš te tišine, ki jo tukaj lahko doživiš, in to je naš problem. Ja. Mislim, jaz lahko rečem, da sem bila na eni strani presenečena, hkrati pa tudi zelo ponosna, da tudi otroci, ko grejo ven, ko vidijo svet, pa vedno radi pridejo nazaj v dolino in se jim zdi tukaj še vedno res neka oaza, kjer pač najdejo čas za sprostitev in predvsem čas zase. Eno je to, da je taka tudi družina, to se mi zdi zelo pomembna celica in sem vesela, da živimo v tem okolju, ker se mi zdi, da se mora imeti vsak od družinskih članov, recimo, če tako rečemo, priložnost vrniti po kakršnikoli izkušnjah v to celico, ki je na eni strani seveda najbolj oster kritik vsega, ampak po drugi strani pa prostor za brezmejno odpuščanje, kjer je vsak dejansko lahko to, kar je. No, tudi to, tega pa še nismo omenili, ne sam ljubiteljca kulture, tudi narave. Ne? In en večji del svojega prostega časa si pripravljena vložiti tudi v raznorazne akcije ozaveščanja o varstvu narave, okolja, ne? In zlasti tukaj, a ne, v domačem logu, Šaleški dolini. Ja, absolutno, se mi zdi pomembno lokalno delovanje in to je še enkrat odnos do prostora, v katerem živimo, odnos do narave. In ja, tudi to je ena stvar, ki v bistvu jo nisem načrtovala, ampak ko so se začele dogajati ideje in o nekih potencialno izjemno škodljivih vplivih na naš prostor in na okolje, v katerem živimo, smo se mogli aktivirati, a ne? Smo pač mogli prevzeti to nekako poslanstvo, da smo se začeli zavzemati za ohranitev tega okolja, ki ga imamo, a ne? In to se je začelo leta 2019 s tem bojem proti sosežigu odpadkov v termoelektrarni Šoštanj, ki dejansko bi imelo uničujoče, smrtonosne posledice za zdravje prebivalcev in na naravo. In tukaj ne moreš ostati hladnokrvn in ne moreš na tehtnico postavljati na eni strani nekih ekonomskih interesov in na drugi strani zdravja.
Pač tu niti ne moreš sklepati kompromisov. A ne? Zato je bila ta aktivacija tako potrebna. In ker se pač te ideje na področju energetike in pridobivanja energije ne nehajo in prihajajo vedno bolj nore ideje, pač smo se zdaj nekako tudi morali opredeliti proti plavajoči sončni elektrarni, ki nikakor nima takih ekonomskih učinkov in izkoristkov, kakor bi imela negativne vplive na samo okolje, na živelj, ob vodi, v vodi in pa seveda na kakovost življenja prebivalcev. In tudi tukaj smo morali povedati svoje mnenje. Vedno mislim, da je treba se srečevati na podlagi nekih argumentov, različnih mnenj in to lahko prinese kako dobro rešitev. Ne pa enostransko delovanje z vidika močnejšega proti navadnemu prebivalcu, recimo, ali pa človeku. Sploh zaradi tega, ker časi so taki, da aktivirati se, ne, pa nasprotovati nekomu, ki je ekonomsko močnejši tudi, ne, lahko predstavlja tudi osebni riziko. Danes smo vsi primorani pač plačati svoje položnice in z tem, ko nasprotuješ nekim lokalnim vodjem in pa lokalnim podjetjem, ki hočejo v bistvu stvari brez argumentov pravih pripeljati na, če rečem tako, žejne čez vodo, na ljudi, je razumljivo, da teh ljudi ni, da ne padajo z dreves, no, na polno. Je pa res, da smo imeli v Šaleški dolini začetek zelenih strank, zelenega gibanja, velik upor proti skladiščenju atomskih odpadkov in ta kultura je prisotna. In ko smo se proti sosežigu opredelili, je zelo hiter, ko so ljudje slišali, kaj se pripravlja, so se zelo jasno opredelili proti. Ne. Sam še to povem, na Danskem so zgradili sežigalnico, ki je bila state of art, ki so jo podprli okoljevarstveniki. Best available technology. Ja, tako je. In so jo okoljevarstveniki, znanstveniki, politiki, vsi so jo podprli. 10 let potem so imeli dva problema. Prvi problem je zdravstven, ker se je kakovost vode in zraka vseeno znižala. Ta drug problem, ki je ponavadi tisti, ki zapelje stvar naprej, je pa ekonomski. Zaradi količine sežigalnic po Evropi nimajo zadosti goriva in to gorivo postaja dražje in so zaradi tega začeli razmišljati o tem, da bojo morali subvencionirati strani države. To govorim po članku iz Dnevnika, ki je bil javno objavljen. Jaz mislim, da tukaj pač ekonomski odločevalci in pa politični odločevalci delujejo zelo kratkovidno, brez razmisleka o bolj dolgoročnih posledicah. Recimo tisti, ki pa opozarjamo na vse te stvari, pa delujemo dejansko s srcem in po neki zdravi kmečki pameti. Ja, pa pač konec koncev tudi, ker živimo tukaj, imamo družine, imamo otroke in smo odgovorni tudi do njih. Ne. Oni se danes ne morejo s temi vprašanji ukvarjati oziroma biti aktivni okrog njih, zaradi tega, ker niti nimajo te moči besede. So pa v teh postopkih še toliko bolj ranljivi, a ne? In tudi bolj dojemljivi za vse te negativne vplive, ki jih z različnimi izpusti povzročajo, recimo sosežig ali pridelava kakih drugih takih. Ja. Meni je recimo, prej si omenjala mlajšo generacijo, da jim je vse samo po sebi pomembno. Jaz vidim pri
tovrstnih zadevah pa to, da je tudi starejše generacije samo po sebi pomembno vse. V bistvu jim je samo po sebi pomembno, da imamo super naravo, da imamo super jezera trenutno, potem pa pride naslednji dan na obalo, pa zagleda pokrov čez polovico jezera, komu pa ni več tek samo po sebi pomembno, pa reče, kaj so nam pa to zdaj naredili. Tak se zgodi, zelo hitro so ti aha momenti, ki prihajajo zelo, zelo z zamudo. In se mi zdi to, da bi lokalna skupnost morala v bistvu spodbujati angažirane občane v njihovem načinu razmišljanja, ne pa jih odrivati na stran kot motnjo. Ne? In dostikrat so deležni ravno tega odrivanja, pa je mogoče med njimi so ljudje, ki vidijo 50 let naprej in to zelo uspešno, pa nimajo priložnosti niti glasu, niti niso pač, rečemo temu, finančno dovolj priskrbljeni ali pa kakorkoli, da bi lahko njihov glas prišel na pravo, mislim, da bi ga slišali ta pravi ljudje. In ta samoumevnost se mi zdi res en tak, tudi to, da živimo v svobodni državi, trenutno je vsem samo vse pomembno. Ne? In enako se mi zdi to, da imamo zdravo okolje, da imamo delovna mesta, da imamo jezera, da je sonce in tako naprej. Skratka to. In ko se pogovarjam z ljudmi, ko debatiramo malo o varovanju okolja, pa to vsi zamahnejo, mislim vsi, večina zamahne z roko pa reče, sej to ne bo, to ne bo. Vedno je pač ne bo. Samo po sebi je umevno, da bo stanje ostalo idealno. Ne vejo pa v bistvu, da se zelo hitro lahko stanje spremeni in potem je prepozno. Potem je zaključena zgodba. Meni se zdi celo zanimivo to, da nismo sposobni kot družba razmišljati o tem, kako bi izboljšali stvari, ampak razmišljamo o tem, kako bi jih še bolj uporabili. Vemo, da naši resursi zemeljski že na začetku leta enkrat poidejo po tej... Zdaj je že začetek marca. Ja, in to je recimo tisto vprašanje, ki je ključno danes, da bi se ga pač postavljati začeli. Ne? Kako lahko naredimo to bolj trajnostno, kako lahko prispevamo k temu, da iz marca prestavimo nazaj na april in pa v bistvu, da imamo več resursov, kolikor jih porabimo, ne pa, da to krčimo. To je po moje eno izmed problematik, ki v bistvu je seveda vezana na plačevanje položnic po eni strani, na drugi strani pa tudi vemo, da tudi gospodarstvo na nek način financira politiko in na ta način pride do te sprege, ki pač ni javno dobro. In v bistvu ta boljši jutri postane boljši včeraj. Pa še paradigma rasti, ki se meri z proizvodnjo, ki zahteva potrošnjo in porabo oziroma ustvarjanje in porabljanje, ne da bi zares kaj rabili. Ja, vse to je spet zdaj tukaj je zgodba, ne? Pač ta paradoks, ki izhaja iz gospodarstva in iz komunikacije, ne? Pač vemo, da izdelek bodo kupili ljudje, če bojo imeli potrebo. To je pač osnova ekonomije, ne? In kje se zdaj podjetje ustavi kot tako, da... Ustvarjanje potrebe, a ne? Mislim, to je vedno ta element pač neke gospodarske družbe, kako ustvariti potrebo po nekem izdelku, po neki storitvi. Ja.
No in zato bo vsak čas dan zemlje že februarja, ne samo marca. a Ne? Ja. Mislim, to tudi kaže na odnos spet odnos in odgovornost do prihodnje generacije. a Ne? Ja, seveda. Ja. A veš, kaj smo za konec, za hec pripravili? En izziv, en tak prompt imamo za tebe. In sicer, če si zamisliš jumbo, plakat, ki pozdravi obiskovalcev v prihodu v Šaleško dolino, ni važno zdaj, a pridajo noter na vzhodu ali na zahodu, katero sporočilo prihodnjim generacijam si želiš, da bi bilo zapisano na tem jumbo plakatu? Zdaj bom težko artikulirala čisto, ampak vsekakor se mi zdijo sporočila zeleno, kreativno, zdravo, tisto, ki privabijo tudi mlajše generacije. To bi bile ključne besede, na katerih bi poskusili graditi slogan, recimo. Mene pa še ena stvar zanima, glede na to, da pač pokrivamo s tem podcastom celo Saša regijo. Ne? Gorenje je imelo tudi Nazarje, pa v bistvu veliko delovne sile se tudi vozilo v Gorenje, oziroma v Šaleško. Šaleška je en tak bazen delovnih mest. Kako se ti pa zdi, da smo povezani s Savinjska, pa v bistvu pa kje bi bile kakšne priložnosti, da bi se v bistvu te stvari res prepletle, zato ker se zdi, da ta hrib pač vmes vseeno ustvarja en vtis, ker da živimo dva vzporedna življenja. Jaz mislim, da živita obe dolini vsaka svoje življenje. Res zelo šibko povezano. Mislim, da se bodo tudi razvijali in mogoče tudi prav tako, vsaka pač na nekih temeljih, ki jih ima, na različnih. Verjetno se bo Velenje tudi še naprej industrializiralo. Nenazadnje je to mesto, urbano središče, ki razvija tudi elemente urbane kulture, drugače kot pač recimo Savinjska dolina, Zgornja Savinjska dolina, ki pa vendarle gradi na teh naravnih danostih. In je tudi čisto prav, da tam ostanejo mogoče vedno bolj neokrnjene, tudi zato, da bojo imeli meščani kam hoditi na izlete. Podeželje pride v mesto delati, mesto pa na podeželje počivati. Verjetno je pa marsikaj, kar se lahko eni od drugih tudi naučimo. Zagotovo. Pa v bistvu izmenjamo tako, kot Velenje Šoštanj. Ja, zagotovo lahko. Jaz mislim, da odprta razprava spodbuja lahko veliko idejno, tudi k boljšemu povezovanju in med Šoštanjem in Velenjem. Morali bi dejansko imeti bolj dolgoročen pogled, o tem smo že govorili danes. Nekaj stvari se bo zgodilo za časa našega življenja, ampak zagotovo bolj dolgoročno se bojo pa kazale tudi posledice nekih odločitev, ki so danes sprejete. Pa se ti zdi, da ta zeleni prehod, kakor je zdaj skomuniciran, pač vsega itak ne vemo, pač imam tak občutek, da nimamo celotnega plana, da gre v pravo smer oziroma da ima neko vizijo, strategijo, ki bi to vse skupaj nas postavilo v čas, ko ne bo več termoelektrarne oziroma rudnika. Jaz imam tukaj malo dvomov. Mogoče tudi zaradi nepoznavanja. Zagotovo za Šoštanj lahko rečem, da ne vidim projektov, ki bi nas pripeljali do nekega prehoda iz premoga. Torej projektov, ki bi omogočalo razvoj novih dejavnosti, ki bi omogočali neko novo življenje po tem obdobju.
še enkrat pravim, da mogoče je tudi nepoznavanje, poglobljeno nepoznavanje te tematike, a ne? Ali pa mogoče sam drugačen pogled na to. Se mi zdi, da so tudi ideje, različne ideje prebivalcev, pa kot sem videla tudi mogoče gospodarstva premalo vključene v ta prehod. Skrbi me, da ne bo takih učinkov, kot bi si jih želeli. Ampak vse določene razprave se dogajajo, so dogodki, vse skupaj. Konferenca je bila zdaj prejšnji teden v Savinjski dolini. To je en super dogodek za izmenjavo mnenj, menim, no. Ampak se mi zdi, da so včasih pa te stvari zaradi naših življenj, ki so pač tudi povezana z našim osebnim delom, pa plačevanjem položnic, pa na ta način premalo dostopne mogoče. Jaz mislim, da je tudi v veliki meri kriva neambicioznost naših voditeljev in odločevalcev. Mislim, da si je treba zastaviti zelo smele cilje, zato da pol mogoče ne realiziraš vsega, ampak če realiziraš tudi 80%, boš naredil en velik korak naprej in velik korak v pravo smer. Če pa ostajamo na obstoječih paradigmah, če vidimo razvoj samo v okviru obstoječega, potem pa tudi vprašanje, če bo sploh razvoj, ali bo to dejansko šlo v neko stagnacijo tudi življenja v dolini. Ja, seveda, z slabšanjem pogojev v dolini bodo mladi še bolj zapuščali dolino. Se mi zdi v redu ta strategija, da se neka zagonska podjetja, neka okolja, pa da se neke nove panoge prihajajo noter, da se dela odmike od starega. Se mi pa zdi, da včasih je pa ravno ta razkorak med tem, ko imaš eno štango, ki je dosti fiksna, pa se že malo maja vse, tamle imaš pa eno novo štango, ki moraš pa 2 koraka do nje narediti, pa vidiš, da je v bistvu steber. In je ta pot do tega, ko ne veš, a boš po tej vrvi prišel do nje ali ne, je včasih treba malo poguma za to. Mislim, da je ključna razgledanost in radovednost. To je tisto, kar je gonilo vseh nas in jaz sem zelo radovedna, mene vse zanima. Mogoče pa še te 2 besedi pridete zraven na jumbo. Ja. Zabeleženo. Super. Fajn pogovor. Pa še bi lahko, polno tem smo načeli, tako da mogoče še kdaj, Urša Lemenik Dokl. Hvala za tokrat in se še priporočamo. Jaz z veseljem. Ja, hvala. Želimo vsi skupaj v naši dolini vse najboljše. To pa res. In podcast Daljnogled ustvarjamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.